Ja, vse najboljše dvorana, mislim, zdaj gledam tebe, ampak vse najboljše za 100 let. Sem razmišljala v bistvu doma, da jaz sem v resnici glih tretjino stoletja stara tam nekje, ne? Ta mal čez Kristusovo leto. In se mi zdi zanimivo, kako bi ta dvorana na nek način lahko bila moja babica ali pa že prababica. Ne? In koliko enih stvari, pa enih zgodb ima, tako kot babico, ko jo vprašaš, ko se ti odpre en drug svet, ker je dejansko živela drug svet, en drug čas. Ta dvorana nosi čistene nore zgodbe, ki si jih verjetno sploh ne morem zamisliti. Že ko sem poslušala recimo druge pričevalce, se mi je kar tako malo zdelo, joj, kaj bom pa jaz lahko povedala, mislim, vznemirljivega v tej dvorani. Pa sem tudi mlajša videla, ker so fajn povedala, da so rekla v redu. No, ampak moj spomin v bistvu se veže bolj na en razmislek, ni sam po sebi toliko vznemirljiv, ampak je v bistvu prvič sem bila, se mi zdi, no, tukaj, ko smo prišli z bralno značko, oziroma smo pač pravila bralno značko in so nas pripeljali z nižje stopnje še osnovne šole na filmsko projekcijo, torej v kino, ne? In smo gledali Matildo. In mislim, da se vsi spomnimo pač tega prizora kot ta fantek, ki je to torto. Ne? To je pač nepozabljiv prizor. In vem, kako je mene to tako čisto fasciniralo. To je bilo na takem res ogromnem platnu. Ne? In ta torta je izgledala kot cel svet in ta fantek in mislim, tako močno je bilo, tudi ta tortura, te trušice, ne, grozna. Vem, da se me je prav dotaknilo. Kot se me recimo na televiziji nikoli ni. Ne. In takrat kot otrok, valjda jaz nisem še znala dojeti, da je to moč velikega platna. Ne. In šele zdaj, oziroma ne šele zdaj, ampak že nek čas, razumem vse te filmske režiserje, ki te recimo povabijo na film ali pa rečeš, joj, ne morem priti takrat v kino, a mi lahko pošleš projekcijo, pač ne bom sharal linka naprej, karkoli. In vedno želijo priti pogledati v kino, ne, ker je boljša, ne, ker je pač drugačna izkušnja. In v bistvu se mi zdi tako lepo, da ima neko mesto kot Litija ali pa vsako mesto možnost recimo kinodvorane, ne. Ali pa neke dvorane, ki je namenjena tudi za kvalitetne kinoprojekcije. Ker na ta način daš gledalcu lahko eno izkušnjo, ki je res onkraj televizije, ki ti jo ne more prinesti noben televizijski ekran. Ne glede na to, koliko so zdaj tu dobri kompi in tako naprej računalniki. In plus tega je pa še doživetje. Ne? Ti greš nekam in si posvečen temu filmu, medtem ko doma je lahko milijon nekih motivcev. In pol zdaj, če razvijam, ne, sem rekla, da sem se tega v bistvu spomnila bolj zaradi enega razmisleka. Zdaj, kinoprojekcija potrebuje pač neke posebne pogoje, da je pač izvedena tako, kot je treba. Isto potrebuje tudi vsak koncert, ne, vsaka gledališka predstava. Rabiš ti dovolj cugov, recimo, ki jih predstava zahteva. Tehnični rider mora zagotavljati, torej umetniku, izvajalcu to, kar potrebuje, da bo lahko pač predstava ali pa koncert takšen, kot mora biti. Ne? Ker če ne, pač enostavno ni ista predstava. Velikokrat se podcenjuje recimo delo umetnikov, v smislu, vse boste to malo po svoje, pa te malo drugače. Ja, lahko do neke mere. Ne? Ene stvari pa morajo tako biti, kot morajo biti, tako kot mora neka jed imeti določene sestavine, da je takšna, kot je, če ne je drugačna. In glede na to, da pač preživim ogromen časa v bistvu v dvoranah, veliko manj kakšne dele leta kot pa zunaj, ne, na soncu ali pa pod milim nebom, se zavedam, koliko je pomembno pač imeti dobre pogoje dela, ne samo pogoje izvedbe, tudi dela, recimo za vaje, koliko se recimo da lažje delati, koliko se hitrejše dela, koliko se bolj varno dela, ne nazadnje, zato ker je v bistvu zelo slabo, če ti ves čas veš, da lahko kakšen reflektor pade ali pa da je že malo razmajano ali pa da je vlaga v prostoru, ker tudi ni dobro toliko in toliko ur to dihati. Ne samo, da je tako neprijeten von. Plus, ne samo za izvajalce in umetnike, koliko je to pomembno, je pomembno tudi za gledalce, da jih ne oropaš, tiste prave izkušnje.
ki jo lahko dobiš z enim umetniškim delom. Ne. In v bistvu ne pristajam na to, da se, ker se pač velikrat ustvarjalci za to, da bi naredili dobro zadevo, ker je to pač nam vsem ful pomembno, v bistvu potrudijo in v nemogočih pogojih izvedajo lahko presežek. Ne. Zaradi tega se ponavadi daje potuho recimo ljudem, ki morajo poskrbeti za to, da se pač omogoča kvaliteten prostor, kvalitetne pogoje dela. Da se reče, si ste tudi takrat naredili, pa ful je bilo dobro, pa tako. Pa si to, ne? Če te v bistvu rečejo, pridem, potrepljajo po rami, pa si še zadovoljena, ne? Koliko si fajn speljal. Ampak v resnici se to lahko res preskoči. Ne? Tako kot ni treba, da vozimo po luknjastih cestah, ker ni varno, ali pa ker pač ni tako dobro tudi za avtomobile. Tako kot pač je fino, da imamo urejene bolnice z sodobno opremo, tako kot je fino, da so šole v bistvu varne in da omogočajo pač kvalitetno učenje, ne? Da se ni treba kar naprej boriti z nekimi dejavniki. Ne? In se potem lahko posveti enemu umetniškemu programu, veliko bolj. In glede na to, tudi, kakor spremljam, ker so v zadnjem času res postavljate visoke cilje in standarde in ful je raznolik program in odpirate vrata različnim ustvarjalcem in panogam, se mi zdi, da pač dvorana res potrebuje pač eno lepo skrb, moramo ohranjati do te prababice. Mislim, poskrbeti za to prababico, tako kot je treba poskrbeti, da ne bo pač v slabem stanju. A še nekaj sem pozabila, mislim, v bistvu nisem govorila sploh o tem, ker se mi zdi tako samoumevno, ne. Zakaj pač bi sploh vlagali v kulturo, ne. Mislim, meni se zdi to tako zelo samoumevno, no. Pač, ker to res človeška rasa rabi, če hočemo sobivati na nek human način, no. Ker sploh ne opazimo, kako se z dvigom nivoja kulture ali pa s v bistvu percepcijo kulture spreminja tudi tvoj odnos do ljudi. Evo, to.